Pred ponovno uvedbo strogih omejitvenih ukrepov v državi od 1. do 11. aprila smo se o stanju epidemije in poteku cepljenja v blejski občini pogovarjali z direktorjem zdravstvenega doma Bled Leopoldom Zonikom. V blejski občini približno tako kot po ostali Sloveniji. Situacija pač ni najboljša, ni zelena, ni oranžna, vsi vemo, kakšna je. Vlada pravi, da je kritična. Zato še enkrat pozivam vse prebivalce Bleda, da se striktno držijo neke distance, naj nosijo maske, naj si razkužujejo roke, predvsem naj bojo pa pošteni do sebe. Če zboliš, če se slabo počutiš, se obrneš na zdravnika. Ne hodiš med množico, ne hodiš k družini, ne trosiš okoli, ampak tisti trenutek, ko dobiš temperaturo, ko dobiš izgubo okusa, vonja, ko te začnejo mišice boleti, glavobol, se obrni na zdravnika. To je bistvo vsega. V zdravstvenem domu Bled ves čas omogočajo tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Predvsem ljudje hodijo na hitra testiranja in takoj, ko je test hitrega testiranja pozitiven, mi obenem istočasno pošljemo še potem antigenski test v Ljubljano in ponavadi, skoraj lahko rečem, skoraj 100% je tako, če je hitri test pozitiven, je potem tudi PCR test pozitiven. Tem ljudem je svetovano, naj se za 10 dni umaknejo v karanteno, naj to sporočijo svojim zdravnikom, kjer hodi v službo, se mu odredi izolacija, ostali pa, tako kot sem rekel prej, naj bojo pošteni do sebe in svojih bližnjih. Cepljenje se je v občini Bled začelo lani decembra, ko so najprej cepili zdravstvene delavce tako v zdravstvenem domu Bled kot v zdravstvenem domu Bohinj. Takoj za njimi pa varovance in osebje v domu starostnikov v Srednji vasi v Bohinju. Takoj pa smo pričeli cepiti potem ostale, se pravi ljudi stare do 80 let, kasneje pod 80 let, no in zdaj smo v fazi, ko cepimo, ko smo prišli na mejo 70 let in se bomo spustili pod 70. Tu smo zdaj v blejski občini. Cepljenje bi lahko potekalo hitreje, če bi imeli na voljo dovolj cepiva. Kot na državni ravni je tudi v blejski občini, kot pravi magister Zonik, cepljenih šele 6% celotnega prebivalstva. Cepiva ni bilo skozi dovolj, kot veste, v Sloveniji cepiva primanjkuje. To, kar mi želimo, da bi v Sloveniji dobili zdaleč od tega, da bi bilo dobavljivo v Sloveniji. V Sloveniji je ta čas cepljenih šele 6% celotnega prebivalstva. Zdravstvo želi, da cepivo pride v Slovenijo, vendar cepiva ni. Kljub pomislekom, ki jih imajo nekateri glede cepljenja, magister Zonik poudarja. Proti COVID bolezni imamo samo dve zaščiti. Prva zaščita je ta, kot sem rekel, maske, bližina, umivanje rok, biti pošten do sebe, druga pa je cepivo. Zdravila žal ni. In ljudje, ki imajo pridružene bolezni, ki so starejši, če zbolijo, je velika verjetnost tudi, da se bo končalo tragično. O tem, kdaj bi lahko začeli cepiti splošno javnost, še vedno nimajo informacij. Govori se, slišali ste po televiziji, naj bi prišel neki Johnson v Slovenijo, kdaj bi prišel, ne vemo. Ne vemo, koliko ga bo prišlo, ne vemo niti, kako bo prihajal tedensko, v kakšnih količinah. Vemo, da bo celotna Evropa želela dobiti na isti dan, da bo hotela celotna Evropa biti precepljena do meseca junija. Tako kot so povedali naši nadrejeni. Bojim se, da ne bo čisto tako, no? Da bo ponovno tako kot zdaj. Cepiva ni. Upam, da bo cepivo prišlo. Osnovno zdravstvo, ne samo Gorenjske, tudi Slovenije, je pripravljeno precepiti prebivalstvo Slovenije v 14 dnevih.
samo cepivo naj pride. Bliža se poletna sezona in za tako zelo turistično usmerjeni občini, kot sta Bohinj in Bled, bi bilo še kako pomembno, da bi čim prej dosegli precepljenost. Glejte, jaz lepo ljudem rečem, pozivam vas, da se cepite. Tako kot ste vi rekla, to je v prid bohinjskemu in blejskemu turizmu, v prid zdravju ljudi, v prid gospodarstvu celotnemu, vendar tukaj so še drugi, ki morajo nekaj narediti. Država je tista, ki nam mora zagotoviti cepivo. Magistra Zonika smo poprosili tudi za komentar ob ponovni uvedbi strogih omejitvenih ukrepov v državi. Tako so odločili, vedo, kaj delajo, zdravstvo se bo tega držalo, ljudje se bojo tega držali, kakšen bo rezultat, pa bomo videli. Na cepljenje se lahko prijavite na recepciji Zdravstvenega doma Bled vsak delovnik v delovnem času. Obvestila o dnevih, ko lahko opravite hitro testiranje, pa v Zdravstvenem domu Bled redno objavljajo na svoji spletni strani.